družine. Nam je pomen družin bistven, predvsem iz vidika tudi, kako te družine živijo in kakšne ukrepe sprejema vlada, ki se dotikajo družin na področju družinske politike. 12. septembra je vlada sprejela podražitev cene vinjet za osebna vozila in hkrati uvedla tudi vinjetni razred za kombinirana vozila. V Novi Sloveniji smo odločno opozorili, da vlada pri tem nekako diskriminira družine, ki uporabljajo kombinirana vozila za prevažanje otrok. Govorimo o družinah, ki so številčnejše. Spregledala je družine, ki imajo v člana, ki je gibalno oviran oziroma invalidne osebe in pa družine, ki potrebujejo kombinirana vozila za prevoz otrok s posebnimi potrebami. Mislim, da je tukaj strani vlade bilo nepravilno oziroma netaktično odreagiranje in da bi morali vendar nekaj narediti, ker vse te družine so že tako, imajo višje življenjske stroške, potem pa še zaradi tega, ker so številčnejše, ker imajo posebne specifične težave, omejujejo in dražijo njihovo življenje. Predlagamo, da vlada na nek način le najde rešitev in da se cena vinjet izenači za ceno vinjet osebnih vozil. To mislim, da bi bilo najbolj sprejemljivo. Vemo, da obstajajo številni primeri, tudi že obstoječi mehanizmi, kako se to lahko izvede. Potrebna je volja in jaz pozivam vlado, da tukaj naredi v dobrobit slovenskih družin to potezo. V Sloveniji v poslanski skupini smo danes tudi poslali pobudo vladi Republike Slovenije, da ukrene v bistvu z samim cestninjenjem in pa z kombiniranimi vozili nekaj, kar bo v prid slovenskih družin. Želimo, da vlada le spregleda, da so osebna kombinirana vozila ne uporabljajo samo gospodarski subjekti, ampak uporabljajo družine z večjim številom otrok, družine z gibalno omejenimi in pa družine s otroci, ki imajo posebne potrebe. Tukaj pozivamo, s pobudo smo želeli, da vlada v najkrajšem času spremeni samo cestninjenje kombiniranih vozil, ki so namenjene v osebno porabo, kar za te družine to zagotovo je.